Kaj prinaša odločitev vlade, da bo Slovenija do leta 2033 opustila rabo premoga? V energetskih družbah so prepričani, da je odločitev dobra in da se bo premogovniškim območjem uspelo prestrukturirati. V termoelektrarni Šoštanj in premogovniku Velenje pa so zaskrbljeni. Barbara Štor. Čeprav je strategija z letnico 2034 Šaleško dolino nekoliko presenetila, je vlada prepričana, da je to najboljša izbira. Finančne sredstva, ki so na voljo tej državi, da jih začnemo čim prej črpati in da se ta, rekamo, zeleni prehod zgodi čim prej. Tako v Tešu kot v holdingu slovenskih elektrarn ter premogovniku Velenje strategijo pričakovano podpirajo. V rudniku obenem mirijo pred strahom glede izgube delovnih mest. Do letnice 2033 seveda v skladu z delovanjem termoelektrarne Šoštanj in njihovih potrebah po premogu bo naša aktivnost na področju proizvodnje premoga potekala, na zelo podoben način. Tudi vlada zatrjuje, da ljudi ne bo pustila samih in bo regiji pomagala. Predvsem to, da zagotovimo nova delovna mesta, kakovostnejša delovna mesta. Imamo veliko projektov, veliko iniciative, bi rekla, da je na terenu, tako strani gospodarstva, lokalnih skupnosti, v glavnem vsi deležniki. Za prestrukturiranje Zasavja in Šaleške doline lahko Slovenija že do leta 2026 počrpa 235 milijonov evrov. V premogovniku pa se medtem zavzemajo tudi za čimprejšnje sprejetje zakona o zaprtju. Namreč danes praktično vso sprotno likvidacijo jamskih objektov in pa sanacijo površine izvajamo iz lastnih stroškov. Zakon bi jim to financiranje zagotovil. Na velenjski občini strategijo še preučujejo, odzvali se bodo v ponedeljek. Nevladne organizacije pa poudarjajo, da bi Slovenija premog morala opustiti do leta 2030, a jim je tudi letnica 2033 še sprejemljiva.